Drage gledalke, dragi gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma drage poslušalke, dragi poslušalci našega podcasta Zgodovina slovenskega alpinizma. Lepo pozdravljeni. Ponovno sem z vami Peter Mikša in to je nova zgodba oziroma nova epizoda zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma. Seveda imamo danes ponovno novega gosta. Kdo je to? Kdo je ta, ki nam bo v naslednjih minutah, 10 in več povedal kaj več o svoji plezalni zgodbi, o svojem plezalnem življenju. Povem vam zgolj en namig oziroma eno iztočnico in verjamem, da vam bo takoj vse jasno, kdo bo tisti oziroma kdo je tisti. Je akter prvega zimskega vzpona čez Čopov steber leta 1968, seveda govorimo o prvem zimskem vzponu. Kdo je torej naš današnji gost? Jasno, to je Tonač. Poslušajmo njegovo kratko predstavitev. Leta 1937 rojeni Anton Sazonov, med plezalci bolj oziroma najbolj znan kot Tonač, je v 60. letih veljal za enega najaktivnejših in najprodornejših slovenskih alpinistov. Skoraj ni bilo odmevnega podviga, da Tonač ne bi bil vsaj malo zraven. Bil je tisti, ki je slovenskim alpinistom odčaral mit velikih sten, tako imenovanih zadnjih 3 problemov Alp. V navezi z Branetom Pretnarjem sta leta 1962 poskrbela za prvi obisk severne stene Triglava po smeri bratov Šmid. Tonač je bil zraven v zlati dobi slovenskega odkrivanja visokih gora v Hindukušu, Himalaji in drugje. Leta 1964 je vodil raziskovalno alpinistično odpravo na Svalbard oziroma Špicberge. Bil je član odprave na Kangbačen leta 1965, torej govorimo o Himalaji že, pa v Hindukušu je bil leta 1968 ter spet v Himalaji v sklopu odprave na Anapurno 2 in 4 leta 1969. Potem je sledila krajša, daljša pavza, 1976. Pa je bil Tonač ponovno v Himalaji, ko je vodil odpravo na Trisul. V slovenski alpinistični podzavesti pa je znan predvsem zaradi Čopa. Saj je bil član legendarne trojne naveze Trojke, Aleš Kunaver, Stane Belak in Anton Sazonov, ki so leta 1968 prvi po zimi preplezali Čopov steber v Triglavski severni steni. Zelo pomembno dejanje iz večjih vidikov, iz večjih razlogov, ki so na nek način sledili v naslednjih letih. Kako, zakaj, boste slišali kmalu. Anton Sazonov Tonač, gornik, alpinist, turni smučar, gorski reševalec, inštruktor, gorski vodnik in tako naprej, je v slovenskem alpinizmu pustil izjemen pečat. Tonač je steber slovenskega alpinizma. Tudi zato je leta 2020 strani Planinske zveze Slovenije dobil priznanje za življenjsko delo v alpinizmu. Prisluhnimo sedaj, kako se je Tonač znašel v svetu vertikale, kje se je vse začelo, kdo so bili njegovi soplezalci, pa njemu najbolj zapomljive odprave, seveda stene, gore, smeri. Prisluhnimo, kaj vse nam je povedal. Prisluhnimo Tonačevi življenjski plezalni zgodbi. Ja, moje ime Tome Sazonov. Imam tudi en tak dodaten ime Tonač. Kdaj sem začel plezati, tega je že davno. V Krajino sem se učil, tam sem bil v industrijski šoli Iskra, stanoval sem v internatu in
takrat so bile sobote seveda še delovne, tako da smo imeli tam pouk, tudi ob sobotah. Tiste nedelje, ko sem pa v internatu ostal, sem pa izkoristil, da sem malo raziskoval okolico, okoli Krajina. Šmarjetna gora, Jošt, potem sem enkrat šel celo na Lubnik, seveda peš iz Kranja, pa peš nazaj. No, in en kolega, sošolec, ki je bil pa pri planinskem društvu Krajin, je pa rekel, ti tako veliko po hribih hodiš, daj začni malo plezati, ne. Jaz sem rekel, kako pa naj začnem? Prav, pojdite na tale planinsko društvo Krajin, tam imajo alpinističen odsek, tam so alpinisti, plezalci, pa boš začel, a ne. No, in sem res pol enkrat se tam pojavil in s tem se je začel alpinizem. Oziroma s tem sem spoznal tole plezalsko-alpinistično društvo. Ko sem pa iz Ljubljane prišel v Kranj, pa stanoval v internatu, je bil tam Storžič, tak markantna gora, ne, in sem ga vsak dan gledal. Pa sem tudi tako sam pri sebi študiral, kako bi prišel gor, ne, ker hribov takrat v bistvu nisem dosti poznal. Razen Šmartne gore pa Katarine, ne, kar je bilo tule okoli Ljubljane. Ker takoj po vojni tramvaj je vozil do Šentvida in parkrat sem šel na Šmarno goro, to je bila celodnevna tura, ne. S tramvajem z Viča do Ajdovšne, takrat se je tam še rekel pri Figovc, ki je bila tista gostilna Figovc, tam se prestopil na drug tramvaj, se peljal do Šentvida, pa iz Šentvida peš pa gor na Šmarno goro. To je bila celodnevna tura, ne. Pa na Katarino tudi peš, tudi celodnevna tura, ne. No, v Krajinu sem spoznal te plezalce. Eden, ki se je pravzaprav zavzel zame, Peter Keše, Šoder, so mu rekli, zdaj že mislim, da je pokojni, ja. No, on mi je veliko povedal o plezariji pa opremi. Trenirali smo pa na Šmarjetni gori, na Zvoniku. Takrat tista cerkev je bila zapuščena, zanemarjena, tudi napol podrta, ampak tisti zvonik je bil pa še kar uporaben, ne, brez ometa je bil, tako da smo imeli tam smeri slovensko, nemško, bavarsko in smo po različnih straneh tega zvonika plezali gor do dolin, do tistih odprtin, ki so zvonovi zadaj. Zvonov takrat ni bilo. No, in tako sem začel. Prva tura v tem odseku je bila, šli smo v soboto popoldne z avtobusom ki je peljal na Jezersk, pa tam pred Jezerskem dol stopili, potlej smo šli pa popoldne do bivaka tam v Kočni, to je kranjski bivak, naslednji dan pa po grebenu na vrh Kočne pa nazaj dol, ne. Taka lepa, krasna tura. Še prej sem pa enkrat šel za nov let na Komno in tam takrat so bili na Komni tudi eni dijaki ali učenci ali kaj, so bili s svojim profesorjem, ki so okoli hodili. No, in enkrat sta šla ta profesor pa še eden na Bogatin. Jaz sem rekel, če grem lahko z njima. Čevlji, torej to so bili še taki visoki
čevlji brez kakršne koli gume ali pa nakovane, taki visoki, navadni čevlji. Ne. Une dva sta imela direze, imela sta vrv in šel sem do Bogatinskega sedla z njima, pa sta pa rekla, tukaj pa raj počak, ker nimaš direz, nimaš nič, pa slabe čevlje. No, pa sta šla pa na Mali Bogatin in sta videla, da sneg ni leden, da se malo predira, no in sta rekla, naj grem kar z njima. Ne. No, pa smo šli tam ko so bile ene opasti, smo se malo privezali, ker sta rekla, da te opasti so nevarne, da se lahko poderajo. No, in smo prišli do, ne vem, kva bi za en kuk ali nekaj takega. Pa se stopili dol, pa nazaj na Komno. Ne. No, to je bila taka zelo lepa zimska tura, prečenje. Moram reči, da sem zelo užival. Ne. No, Ukrajino sem se izučil leta 56, ja. In sem prišel v Ljubljano, bil sem pa zgleda že malo zastrupljen s temi hribi pa plezarijo. In ko sem šel v službo, tam sem videl en plakat, Ljubljana Matica, plezalna šola, no, in sem se vključil, a ne, in se je pol kar hitro začel, a ne. Še prej, preden sem šel v Kranj, sem pa telovadil pri Partizanu Vič, tako da zgleda, da roke so bile močne, a ne. In imel sem tudi, ne vem, zgleda, da sem imel en tak občutek gibanja, pa tudi veselilo me je to, ne, in tako se je začelo, ne. No, takrat sem spoznal te hude plezalce, ne, Igor Levstek, Aleš Kunaver, Ante Mahkota, Milan Šara, Mitja Kilar, pa tale Mik Pintar. Pintar pa Hočevar ima ta prvenstvo na tem v Štajerski ringi. In sem jasno imel velike oči, ko sem je gledal, ne, pač tisti začetniki, moji kolegi, ne. Tako sem spoznal in takrat me je za svojega partnerja oziroma soplezalca vzel tudi Ljubo Juvan, a ne, ki je bil prej na Jesenicah pri odseku, pa je prišel pa v Ljubljano, ko se je preselil. No, in z njim sem pol kar veliko plezal, pa s tem Jožetom Hudečkom sva že naslednje leto tudi Aschenbrennerja splezala v Travniku, tako da se je kar kmalu začelo, ne. To ste bili že pri Matici takrat. To so ti, ki ste jih našteli, so bili matičarji, torej pri Matici vsi. Ja, ja. To je pač bil glavni odsek v Ljubljani. Kako opremo pa ste takrat na začetku, še kot začetnik, uporabljali čelada? Pas, je bil že pas ali ste se še navezovali čez? Ne. Takrat smo se navezovali, to se pravi, naveza dveh, na enem koncu eden, na drugem koncu vrvite drug, naveza še okoli pasu z najlonskim vozlom in to je bilo navezovanje kakšnih plezalnih pasov ali kaj takega, tega takrat sploh še ni bilo, ne. Čelade še niso obstajale, vem pa, da so jamarji že imeli ene čelade iz prejšnjega usnja, ampak tega mi takrat nismo niti poznali, niti uporabljali, ne. Tudi na motorju se spomnim, ni bilo
nobenega s čeladom. Ko sem jaz pol leta 62 kupil en motor, slučajno mi je ratal, da ga je en prodajal, ne za veliko ceno, en BMW 250. In jasno, takrat čelada, kje pa. Potlej, ko sem šel pa s tem motorjem v Švico s kolegom, mi je pa Ante Mahkota rekel, fajn bi bilo, da imaš čelado, ker tam v Italiji te včasih kar malo policaji ustavijo, pa če nimaš čelade na motorju, zna biti hudo. No, in sva dobila s kolegom te jamarske čelade in sva pol s tistimi čeladami se vozila z motorjem, ampak ne vsak dan. No, tiste čelade, tisti dve čeladi sva midva uporabljala pol tudi pri plezariji in posebej tamle v severni steni Matterhorna. Tam je pa bilo to kar dobrodošlo, ker precej not v steni pada kamne in je bila tista čelada kar dobrodošla. Plezalni pas sem pa prvič videl v zahodni steni Drija, ko smo z enimi Francozi smo plezali. Jaz sem plezel s Klavdijem Mlekužem, moj kolega Franc Štupnik Cicko je plezel pa z enim Francozom. No, in tisti Francoz je imel pa že plezalni pas. No, in takrat sem imel tudi že čelado, tole Schusterjevo belo. In tisti Francoz, plezalni pas, navezan, pa je imel s sabo tudi opis te smeri, to je bila smer zahodna stena Drija, Magnone smer. Prišel do klina, se je pripel za klin in obvisil v plezalnem pasu, vzel iz nahrbtnika plezalni vodniček in je lepo bral, kje gre tej smer naprej. Madonna, to moramo pa mi tudi dobiti. In tisti let, to je bilo leta 67, sem si kupil pol v Šamoniju tudi plezalni pas. Čelado sem pa kupil leta 64, ko smo šli na odpravo na Špicberge in smo se v Münchnu ustavili, torej šli smo z vlakom Ljubljana, München, v Münchnu prestopili, smo šli z vlakom pol do Stockholma, tam spet prestopili pa Stockholm, Narvik, iz Narvika pa z avtobusom do mesta Tromsø, od tam pa pol z ladjo na Špicberge. No, in takrat smo v Münchnu kupili tudi nekaj opreme, med drugim si je vsak kupil tudi čelado, pa kline, pa filme smo si takrat tudi kupili, ker pri nas tega takrat še ni bilo za dobiti. Barvnih filmov ni bilo, s kakšnimi kolegi ali pa po kakšnih zvezah smo dobili filme Akvo ali pa Kodak iz Trsta ali pa iz Celovca. Pri nas se je pa pojavil ta jugoslovanski barvni film, zdajle se ne spomnim točno tega imena. No, pa vzhodno-nemški Orvo Color se je tudi pojavil, ko pa ni imel kakšnih lepih barv. No, pri nas je bila včasih tudi Slovenija Šport. Tam so prodajali bolj kakšne trenerke, pa žoge, pa tako. Alpinistične plezalske opreme sploh ni bilo. Nahrbtnik sem si kupil tudi v Šamoniju.
Prej sem imel enega tazga iz blaga, navadnega, ki je pa pol kmalu razpadel. Ne. Kaj pa eno od najpomembnejših pripomočkov, kladivo? Kako ste pa to od začetka imeli? Eno posebno ime se ga je oprijelo? No, ko sem začel plezati s tem Juvanom, z Ljubotom, je rekel, a veš, saj kakšne posebne opreme ne rabiš, štrak jaz imam, kline imam tudi, ne, tega ti ni treba imeti, ampak nujno pa je, da imaš kladu. Ja, kladu, kega čem pa dobiti, ne, doma smo imeli tak navaden kladu za žeblje zabijati. No, in pol pri mojemu atu sem najdel pa en tak čuden kladu v krogle, oblike ni bil tako na 4 vogle, pa špico imel na koncu, ne. Verjetno, da je bil to za kakšno klepanje ali pa kaj takega. In tudi tista stran, kjer si zabijal, je bila majhen zaobljena in to je bilo verjetno za kovanje, za klepanje kakšne pločevine, ne. Jaz sem rekel, Ljubo, lej, tale klado imam, a ne. Ja, v redu, prima, no, saj snel se ne bo, ker je zelo dobro nasejen, v ročaju zvrti luknjo, a ne, in da boš imel zmeraj na špagi, na vrvici. No, in tisti kladu sem jasno imel na prvih turah sabo, da sem lahko pol ali klin zabol ali ga pa izbol. In kolegi, ko so videli ta moj kladu, Madonna, kva pa imaš to za na jajca? Ja, sem rekel, to je pa kavkaški kladu. A ja, a kavkaški, no, in je bil pol že bolj tak, da ni bil tako za zasmehovanje, ne. No, ampak tistega kladva nimam več, verjetno sem ga kje izgubil, ne vem, ni ga več. Plezali ste pa z gojzarji, težkimi takrat. Te prve ture sem plezal kar v navadnih takih visokih čevljih. Že prej mi je pa mama kupila ene gojzarje nakovane, in glih takrat, ko sem v Kranju začel malo bolj hoditi po hribih, pa tudi malo pozimi, so se pojavili ti gumijasti podplati. No, in šel sem do Šuštarja, pa sem rekel, ja, tele žeblje ven, pa kakšno gumo gor, če se da, ne. No, in takrat je bila tista guma Sava, ki še ni bila prilepljena, ampak je bila prišraufana z nekimi vijaki, majhen zalepljena z ne vem s kakšno gumilezengo, tako da s tistimi čevlji sem plezal. In to so bili kar taki gojzarji, jezek je bil na zunanji strani, vdolznotri se je zašniralo in pol je bil tam en jermenček, ki si tisti jezek pritrdil. No, s temi čevlji sem tudi takrat še Aschenbrennerja splezal. Jasno, pa prideš v Francijo, v glavnem smo hodili v Chamonix, in tam pa, ja, športne trgovine. In najprej samo hodiš po trgovini pa gledaš enkrat, dvakrat, trikrat, a ne, in pol prešteješ, koliko frankov imaš, pa kupiš 2 klina, pa mogoče kakšen karabinec, pa kakšno vrvico, ne, in tako počasi sem si nabral majhne opreme, ne. Pojavili so se tudi eni klini tule v Ljubljani na Planinski zvezi, eni kroparji, in takrat vem, da sem tudi prišel še do majhno večje zaloge klinov. V ponke sem
tudi tam na zvezi je bilo en tak odpad v skladišču, sem prišel tudi do oponk, to so bile še železne. In pravzaprav šele v Franciji sem si prvič kupil te aluminijaste oponke Alen. To je bilo pa takrat, ja, ena oponka železna, pa 3 oponke enaka teža, ne. Ja, tako je bilo. Omenili ste že nekaj vaših soplezalcev, pa tistih starejših na odseku. Tujce, alpiniste ste poznali, ste imeli kakšne vzornike med tujci? Takrat poznal sem te naše alpiniste, starejše, ki so pravzaprav že nehali plezati, a ne. V hribe so še hodili, razen Konaverja, Anteja, ampak te Šara, Kiler, Mik Pintar, v glavnem so že zaključili svojo kariero in so se posvetili svojemu poklicu, a ne. Kakšnih tujih pa takrat še nisem poznal, a ne. Knjig takrat alpinističnih, hribovskih nisem poznal. Se pa spomnim, takrat v Ljubljano je prišel Herman Bull, pa je predaval in jasno, velik naval, veliko ljudi, težko je bilo priti do vstopnice in poslušali smo ga z odprtimi usti in očmi in ušesi. Potlej je prišel predavati v Ljubljano tudi Raymond Lambert, en Švicar, ki so bili, takrat je bil tudi švicarski poskus na Everestu, a ne. In spomnim se, kako smo poslušali in gledali tiste diapozitive. Prevaljal je pa takrat te, ker oni so govorili pač v tistem svojem jeziku, a ne. Bolj nemški, Švicar, tudi je Francoz govoril, prevajal je pa tale France očitno. In to so bili prvi taki, ki sem jih spoznal. No, potem kasneje, ko sem jaz že malo bolj imel več dobrih vzponov, sem izvedel za Rebifaja, za Herzoga, za tole ekipo, ki je prišla na Napurno, Herzog, Lachenal, Terre, Rebifa. Jasno, in tako pol počasi, ko greš ven v tujino, a ne, izveš tudi za te vse ostale alpiniste. Kakšnih posebnih knjig takrat ni bilo. Spomnim se, da sem pol prišel ravno do te knjige o Anapurni, pa tale od Bulla, Nanga Parbat se je pojavila. No, in pol je bilo pa zmeraj več teh knjig. Kakšnih posebnih vzornikov nisem imel, ampak pri vsakmu sem skušal kakšne take stvari uporabljati, ki bi meni prišle prav. Za Bulla se spomnim, da je nekaj napisal, da trenira svoje roke na mraz, s tem, da ko hodi po snegu, vzame sneg, naredi kepo in tisto kepo ima toliko časa v roki, jo stiska, da se sneg stopi. Je rekel, da na ta način trenira prste. No, kakšnih, saj pravim,
Nisem imel kakšnih hudih vzornikov, ampak pri vsakem sem skušal kakšno stvar oponašati, ki jo je on svetoval. To so bili pa vaši najpogostejši soplezalci, tako čez neko celo plezalno kariero, na začetku, kasneje, najpogostejši? Moji soplezalci, največ je bil ta Ljubo Juvan, z njim sva kar veliko plezala, tudi nekaj prvenstvenih. No, potem sva s Hodečkom neveliko, 1, 2, 3 ture, no, ampak najhujša je bila pa ta Aschenbrenner, torej najhujša, najbolj znana. Takrat, če se spomnim, je bila to, ne vem, 12. ali 13. ponovitev, ne vem točno. No, potem tudi soplezalec, s katerim v naših Alpah nisva naredila kakšnih hudih vzponov, sodelovala sva predvsem v plezalni šoli kot inštruktorja, no, in z njim sem pa šel 2-krat v Francijo in v Švico. To je bil Branko Pretnar, žal je zdaj že dolgo pokojni, je nesrečno končal tam v Razu Travnika. No, z njim sva pa kar veliko plezala zunaj. Ena taka lepa tura, ki mi je še zdaj zelo v spominu, pa tudi velik doživetje je bil to, prečenje Šamoniških igel od te prve igle Point Albert do Aiguille de l'Em, pa Petit Charmoz, Grand Charmoz, Blatière, vmes še Grepon, pa Aiguille de Christo, pa L'Épinay, pa Chevalier, pa Caiman, pa na koncu 5. dan že v temi Aiguille de Plan. Res taka 5-dnevna tura, kjer ni manjkalo 6. težavnostne stopnje. Je pa zanimivo bilo pol na koncu, ko sva že v temi prišla na vrh Aiguille de Plana in sva rekla, no, opis nama je naredil, prevedel iz francoščine Tine Mihelič, vso to turo in tudi opise vseh smeri, ki naj bi jih splezala na tej turi. In nekako je rekel, no, saj do Aiguille de Plana, ker pa na koncu je samo še en strm odstavek, pa snežen greben do Aiguille de Medija. Tisti ni pol več zanimiv. No, in takrat v temi sva prišla na vrh Aiguille de Plan. Ja, kva čva zdaj? Na vrh nama ni bilo za bivakirati in sva videla gas, pa sva šla po gazi dol in sva prišla do koče Riken. Ura je bila tam okoli 3, 4 zjutraj. Pa svetla tam z baterijo, da bi najdla en tak zatišje, ki bi počakala dnevno svetlobo, pa šla naprej. Pa se v hiši prižge luč, pa ven pride ena gospa. Jaz sem rekel Branetu, povej, da sami iščeva kle en tak prostorček, ki ne bo pihal, pa da bo počakala, pa pol, ko je šla naprej. No, in ona naj not povabila. Sem rekel, povej ji, on je znal francosko, da nimava denarja in da naj ne računa, ampak je ta naja not povabila, dala zajtrk, pol je dala tam eno sobo, da sva spala. Jaz sem bil prestrašen, kako da bojo prišli policaji, denarja nimava. No, zjutraj naja zbudi, da
spet zajtrk in pol naj je povabila na kosil. O, Madonna, kam smo prišli. No, pa tam pri kosilu, smo se pa pogovarjali, torej govoril v glavnem Brane, in ona je, to sem zastopil, vprašala, če vemo, kje je Planika. Ja, Planika, Koča Planika, seveda vemo. Ne, prav, ne Koča, ampak tam Planika, kakor dolina ali nekaj takega, pa smučarski skoki. A ja, Planica. No, in tista gospa je povedala, da njen oče je bil med prvo svetovno vojno ujetnik v tisti vasi Planica in da je od domačinov dobil zelo dobro mnenje, ki so pomagali tem, ne vem, ujetnikom, in ker so bila midva pač tudi iz tiste dežele, nama je vse nudila, kar se je le dala. No, in pa kasneje, ko sem že prišel v Ljubljano, pa sem se pogovarjal z Jeseničani, Krušic, Janez, pa Uroš Zupančič, pa je pogovor malo nanesel na to Kočo Reken. Sem rekel, ja, seveda, če si Jugoslovan, tam imaš vse zastonj, ker tista gospa, zelo obrajta nas Jugoslovane in mi to redno izkoriščamo, kadar pridemo v Šamonije. No, to je bila takrat taka lepa, nepozabna tura. Spomnim se pa, ko sva prišla na Montalier, spala v šotoru, prvo noč še vse pod vtisom te ture, in jaz sem sredi noči sem se zbudil, rok nam Braneta, sem rekel, Madonna, nisva navezana, bova kam padla. Brane pa, saj ni treba, da sva privezana, saj sva v šotoru. A ja, in sem se vdahnil, ker sem imel skozi občutek, na tisti turi sem jo tako doživljal, zmeri sva spala na kakšni ozki polici, torej spala, bivakirala in jasno privezana, da ne bi ponoči v sajnah kaj telovadil pa dol padel. Lepa tura je bila to. Sicer naporna, ampak zelo lepa. Kateri vzpon, veliko jih je bilo, pa bi lahko ovrednotili, mogoče zaradi lepote, težav, zaradi pač raznega razloga, kot tisti vaš najpomembnejši, ki se vam je najbolj vtisnil v spomin ali pa ko se tako večkrat na njega spomnite? Ja, to je dele. Te šamoniške igre so mi bile zelo, se pravi, 5 dni, vsak dan tudi kakšna šestica, prvi 2 dni sama šestica, tam v Šarmozu, ko sva bivakirala, tam v Kajmanu bi malo prišlo do katastrofe, ker sem jaz prišel. Tisti raztežaj sem plezel prvi v navezi in sem prišel na eno kar dokaj udobno polico, to je granit, ki ima fajn police, kakšne pol metra je bilo, pa tam je bil en tak skalnat zob in sem začel rešvati oziroma povzemati vrv, da bi še Brane za mano splezel. In ne vem, podzavestno sem zagledal tam en tak skalnat graniten zob, pa sem vrgel še zonko okoli tistega zoba, ker polica je bila pa taka, da podzavestno nisem
čutil potrebe, da bi se še sam sebi prezihral. No, in sem podzavestno vrgel zanko okoli tistega zoba. Brane je pa plezel, takrat je imel že malo ranjene prste, pa ni mogel plezati, da bi prijemal oprinke, pa je plezel po vrvi, jaz tega nisem videl in pol tam mu je pa zmanjkalo, pa je padel, jaz sem ga sicer zadržal, ampak mene bi tam, če ne bi imel tiste zanke okoli zoba, bi šla verjetno oba dol, ne. Tako da to je bil tak kar hud psihičen pretres na tisti turi, ne. No, ampak naprej sva šla, ne. Ja, taka pomembna tura je bila tudi severna stena Matterhorna, ki je pravzaprav bila takrat prvič preplezana od teh 3 zadnjih problemov Alp. Edino s to razliko, da je Brane takrat sva plezala izmenično, ne, se pravi, temu smo rekli cuk-cuk. Tam nekje pod ramo je na vsak način rekel, da je levo prava smer, tako da sva prišla pol tam ven na ramo, da nisva kompletno splezala tiste Šmidove smeri. Je pa, težave so pa tam največ 4. težavnostne stopnje, tako da težav tam ni bilo v tisti steni, ampak je pa stena dolga, ne, kar plezaš in še ni konca, pa plezaš, pa še kar nisi na vrh, ne. Tista stena je bila tako, je bila pomembna plezarija, ampak po težavnosti pa ni bilo. Edino odspodaj, ki je bilo pa prve 2 raztežaja, je bil pa čisti led in tam lednih klinov takrat nisva imela, jaz sem imel en tak ledni klin, ki jih je kolega, ki je bil v Rogu, delal iz materiala za obroč pri kolesu. To je bil aluminij, feltna, ne, po domač. No, in imel sem 2 taka klina, ampak tisti led ni bil debel, tako da nisem mogel nič zabijati. No, in sva plezala tisto čisto prosto, brez da bi kline zabijala, in sva rekla, prepovedano je padanje. No, ko sva prišla pa do skal, skala je bila naprej mestoma malo polodenela, ampak tisti ledni odstavek na začetku sva plezala z derezom, potem kasneje sva dala pa dereze dol, ker je bila stena precej suha. Vam je ostala kakšna smer, ki ste si jo želeli splezati, pa ni prišla nikoli na vrsto, ali pa pač zaradi takšnih drugačnih razlogov niste? Pa bi si želeli? Ja, teh smeri je več, a ne. Imel sem tudi v načrtu tole Štajersko rinko, to Kočevar pa Pintar. No, ampak tisti dan, to je bila kar zanimiva zgodba, ne. Zmenjena so bila z Mikcem Rašljarjem, da bova to smer splezala. On je takrat se mehen z jamarstvom ukvarjal, pa je bil nek na Bledu, tam ne vem, katere jame je raziskoval, in je rekel, no, v redu,
jaz bom prišel iz Gorenjske, dobila se bova na bivaku pod Skuto, jaz pa seveda v soboto popoldne služba, pa s kolesom v Kamniško Bistrico in dobila bi se pa gor na bivaku pod Skuto, pa pol naslednji dan se stopila na Okrešelj pa splezala to smer. S kolesom v Kamniško Bistrico pridem tja, a je bil Mikec že kaj tle? Ne, nič ga ni bilo. V redu, in šivam na bivak pod Skuto. No, Mikec je pa takrat rekel, da bo prišel čez Kokršk sedel na bivak pod Skuto. No, sem rekel, prima, ne. Prav mogoče bom že tam v bivaku. Malo večeril se je že, majhen je začel rositi in na snežišču pod bivakom je bilo kar malo čuden leden sneg. No, in kladu, takrat nisem imel več tistega kavkaškega, sem imel že enega drugega. S tistim kladvom nekako pridem do bivaka. Takrat je bil bivak še, je bila navada, da ga zaklepajo, pridem do bivaka, noter nobenega, bivak pa zaklenjen, a ne. Začel je deževati in sem rekel, nič v temi pa v telem dežju pa ne upam zdaj nazaj dol v Kamniško Bistrico, in sem kar tam zraven bivaka celo noč vedril. Nevihta, blisk in grom, deževalo je ko iz škafa. Bivak vrečen, nič nisem imel še in jaz, no. Bil sem moker kot miš. Takrat sem še na eno konzervo, takrat je bil, smo kupovali tale lemon juice, tisti sok sem spil, pa pol na tisto konzervo s klinom zapisal: Mikec, krepko si me vrgel na šajbo. In sem tisto konzervo tam pustil. No, naslednji dan, jutro, nehalo je deževati, sem pa rekel, nič, grem daj na Okrešelj pogledat. Na Okrešlju je bil pa Mikec in še, mislim, da še 3 naveze, ki so mi bile splezati na meni to štajersko rinko, Kočevar, Pintar. No, vreme k sreči ni bilo v redu, je še zmeraj malo deževalo, tako da tiste smeri nismo pa tisti dan splezali. To je bila tudi ena, ki bi jo še, ampak pol kasneje, ne vem. Ja, drugače pa teh smeri kar še, ki sem jih imel namen, ali pa bi jih rad splezel, ampak pol prišla je odprava Špicbergi, pol prišla je odprava Kangbačan, pol je spet pozimi Čopov steber in pol spet odprava Hindukuš, pa odprava Anapurna. Tako da pri teh pripravah za ekspedicije nekako je kar včasih malo časa zmanjkovalo za plezarijo, ne pa za resen trening. Ker je bilo treba veliko stvari urediti, po fabrikah hoditi, opremo nabavljati. Takrat se spomnim, za Anapurno smo šli z avtomobili v Grenoble. Anapurna je bila leta 1969. Z avtomobili v Grenoble, v Chamonix, nahrbtnike, vestone, ker v Ljubljani tega ni bilo za dobiti, a ne. Tako je bilo veliko porabljenega časa, da kakšnega posebnega treninga ni bilo. Trening je bil na vratih, da si se obešal na vrata, a ne. Pa na Turnicu, a ne. Samo na Turncu
takrat so tudi Kranjčani hodili in teh plezališč še ni bilo. Ne. Takrat je bil v tem koncu Slovenije edini Turenc pod Šmarno goro. Teh plezališč je pa zdaj ogromno. Z vsakim vogalom, strma skala pa je že plezališče. Kaj je pomenil takrat Čopov steber pozimi za slovenske plezalce? Kaj se je dogajalo, da ste se v bistvu podali? Ja, ta Čopov steber, takrat te težke skalne smeri še večinoma niso bile preplezane pozimi. Ante pa Aleš sta dolgo Nemško splezala takrat za 29. novembra, no pa kasneje se je pol izkristaliziralo, da zimski vzpon velja samo v koledarski zimi. One dva sta plezala za 29. novembra. In no, potem, kakor vem, je tale jugosteber je bil splezan pozimi, Zupan pa Kočevar, potem tale, kaj je že desno, ko so plezali Jeglič pa Pintar. Vele mi je, kar je šlo iz spomina, Ja. ker je tam čist desno. Pa. Večino smeri je bilo že pozimi ponovljenih, ne? Ja. Ostal je Čop. No, ampak takrat Tašembrinar, Čopov steber, te leta najtežje še niso bile pozimi. Pojavili so se enkrat vzhodni Nemci, ki so splezali Ašembrinarja pozimi. In tale Čopov steber je bil tudi zanimiv, ker Čehi so ga hoteli, Poljaki so tudi majhen računali, Avstrijci so sploh. Jaz se spomnim, ko smo pozimi hodili v Vrata, takšni tele Avstrijci, mi smo jim rekli Jodelbergerji. Ja, Čopfeiler, ko smo pozimi hodili. Tako da to je bilo kar, kdo bo ta prvič pozimi šel čez Čopov steber. Gledali smo ta steber in tam gor na tistem vrhnem delu, ki je ta najtežji del Čopova prečka, tam se je pozimi tudi zmeraj ena taka ogromna sveča pojavila. In smo študirali, kako bi tisto svečo. Takrat ledenega plezanja še ni bilo. In leta 1967 smo hoteli to splezati, pa nekako razmere niso bile v redu. Pol so se enkrat pojavili v Vratih eni Čehi, že prek koncev zime, in takrat smo na vrat na nos, Kunaver Aleš, Štupnik Cicko, pa jaz, pa Šrauf Stane Belak smo pridrveli v vrata. Čehi so bili že noter v steni. En dan so bili že pred nami, ampak prišli so se zvečer nazaj spustili in smo se s tistimi Čehi srečali v vrati, ker smo mi tudi že v teni prišli, pa tako malo grdo v tla gledali, pa tako čuden vzdušje je bil. No, in tista naveza je bila pa že v steni, ampak ne prav visoka. No, in mi smo takrat šli po enih gredinah do smeri Kunaver, Jeglič, Dular, pa tam v 3-4 dneh smo splezali, meni se zdi, 160 metrov. Bližal se je čas konca koledarske zime. Razmere so bile nemogoče,
en raztežaj na dan, a ne, za celo steno. Mi bi takrat prišli enkrat maja na vrh, a ne, in smo pol obzajljali, se spustili po vrveh, tudi Čehi so odnehali iz tele iz, kaj je že tam tista smer, ne Bavarska. Po Skalaški so šli? Po Skalaški so šli gor? Skalaška, ja, Skalaška. No, tudi oni niso prišli visoki in so se tudi spustili po vrveh, a ne. Zime je bilo konec in šele naslednje let smo uspeli od zadnjega januarja pa do 7. ali 8. februarja splezati tega čopa pozimi. No, računali smo takrat, da bomo v 3 dneh skozi, razmere so bile v redu. Malo smo rekli, dobro, je še 2 dni rezerve, a ne, 5 dni največ. No, ampak takrat je 3. dan začel snežiti in je snežil 3., 4., 5., 6., 7., tudi 8. dan, torej 5 dni ali 4 dni je snežil. Padlo je takrat na Kredarc, da je okoli 2 metra snega. Mi smo k sreči 3. dan prišli do ene rdeče luknje, tako da smo bili v zavetju in že toliko visok, da o kakšnem sestopu takrat ni bilo za računati, ker plazovi so grmeli čez steno in bi nas odnesli, a ne. Tako da smo rekli, edino še navzgor, a ne. In tisti najtežji del je pa toliko navpičen, da snežišč ni in en dan smo čakali v tisti rdeči luknji in naslednji dan smo rekli, ja, madona, zdaj pa gremo, a ne. In smo vsak dan splezali en dober raztežaj in smo pol 8. dan še v sneženju prišli na vrh, na tisto planoto. Takrat smo imeli mi v vratih tega Cickota, Štupnika. Takrat si je roko neki Frderbo zlomil ali kaj, tako da ni mogel plezati, tako da smo bili samo 3. Šrauf, Stane Belak, Aleš Konavar in pa jaz. In on v vratih naj bi opazoval, kako bo šlo, a ne. Svetlobne signalizacije nismo hoteli uporabljati, ker to bi lahko pomenilo klic na pomoč ali kaj, a ne, ampak smo rekli, vsak večer bomo zavriskali in če je vrisk, pomeni, da je vse v redu, a ne. Če pa kaj narobe, bomo pa že iz baterijo signalizirali. No, in vsak večer smo vriskali, pol v tistem sneženju naslednje dni smo sicer malo vriskali, ampak ne vem, če nas je slišal Cickova vrata. Povedali smo tudi Francetu Zupanu, kam gremo, ker pač on nekdanji dober plezalec, a ne, pa šef GRS Ljubljana, in smo rekli, Francel, gremo, a ne. Ja, dobro. No, in ko se je začel pol slabo vreme, a ne, je njega malo zaskrbelo, pol je malo panike naredil in se je to pol razvedelo, da smo mi v čopom stebru. Vsak dan je prišel pa na smučkah tale nekdanji tekač Franc Lakota. Na smučkah je prilaufal vrata do Cickota, pa sta malo debatirala, pa je nesel pol novice ven, kako je z nam, a ne. No, in tudi takrat, ko je snežil, je tudi prišel v vrata in to je bil
vsaj zame kar herojsko dejanje, čez tiste dele tam pri Čelovcu, ko lahko tudi kakšen plaz dol prelaufa, ne. In tako so šle novice pol v javnost, a ne, in takrat je bil pol cel cirkus v Sloveniji, plezalci v steni, kaj bo z njimi, pa časopisi, jasno, novinarji, že krvavo, krokarji, a ne. Takrat se je pol zbralo iz cele Slovenije okoli 60, ne vem, 50, 60 reševalcev, ki so s težavo prgazili do Vodnikove koče. No, in ravno tisti dan, ko smo mi prišli na vrh Čopovega stebra, na to planoto, prav tisto uro je začuda nehalo snežiti, veter je še pihal in smo se objeli, zatulili tako huronsko, da je Cicko slišal dol v vrata in je menda rekel: "Madona, daj pa, ali so prišli na vrh ali so pa dol padli, a ne." No, in takrat smo bili še malo v dilemi, kam bi šli, ali na vrh, na Kredarico, ali bi se dol na Velo polje spustili. No, in smo šli kaj na rob, mimo te kasarne, pa pogledali dol in takrat začuda, ne vem, kar en tak čudež je bil, da se je, oblaki so se razkadili, posijalo je sonce in mi gledamo dol v Velo polje, pa vidimo tam ene pikice, pa tam pri Vodnikovi koči dol na planoti pod kočo en tak križ izgleda iz rušnatih vej. Madona, kaj se pa tam dogaja, nekaj se je zgodilo, a ne. In se malo spogledamo, pa rečemo: "To je pa verjetno zaradi nas, ja." No, tisti križ je bil, so iz vej naredili znamne, če bi helikopter lahko pristal, pa ne vem, ampak. No, in takrat pikice tudi nas zagledajo, mi zavriskamo, dol pride vrisk in smo se pol privalili dol na Velo polje in šli skupaj na Vodnikovo kočo, a ne. In kak je bil odmev potem na splošno za slovenski alpinizem? Zato eno vprašanje. Dušica je omenila, da je Aleš večkrat rekel, ko je bilo, ne vem kdaj, v Himalaji težko, tudi Makaluju v steni in tako naprej, da so se takrat bodrili, on sam in drugi, da če se je uspelo splezati čopa, ne, torej na tak način z vztrajnostjo, z močjo, da se da marsikaj oziroma vse splezati. Je to pomenilo tak za slovenski alpinizem, tako spodbudo? Ja. To takrat je odjeknilo ravno zaradi tega slabega vremena, a ne. Če bi mi takrat po planu recimo v 3 dneh prišli čez ali pa še kakšen dan rezerve, bi to bil pač tak alpinističen zimski vzpon, ki bi bil zanimiv samo med alpinisti, med plezalci, a ne. Ker je bilo pa takrat slabo vreme, zvedelo se je 3 plezalci v severni steni, a ne, in jasno novinarji, in to je bila takrat pol velika zgodba, a ne. In jaz se spomnim, takrat, ko smo bili v Rdeči luknji, a ne, me je tudi za ene par trenutkov obšlo: "Madona, sneži, mi tule." Malo sem mislil, takrat sem že poznal tisto knjigo Trije zadnji problemi Alp, in sem kar tako malo, evo, tako se pa dogaja, sneži, slabo vreme, ne moreš nikamor. In
narediš napako ali pa izgubiš živce, pa je katastrofa. Ne. No, ampak mi smo bili takrat dokaj taka psihično uigrana ekipa. Ne. Šravf je bil kolerik, ves tak kot Feder za akcijo. Kunaver je bil tak umirjen, preudaren, jaz pa nekako vmes, rekel sem, vedno skušal dobiti kakšno tako zanimivo, smešno točko. Ne. Spomnim se, glih tam od Rdeče luknje, ko se je en plaz usul dol, pridem pol do Šravfa, pa sem rekel: "A si kaj videl gospoda Švarca?" On me je debel gledal, a ne, gospod Švarc je bil pa tajnik pri Planinskem društvu Ljubljana Matica, in ker je bil tajnik pa tako zelo vesten, je vedel o vseh takih dogodkih, ki se tičejo Planinskega društva. Ne. Šravf me je malo debel gledal, misleč, da se mi je zmešalo ali da imam že kakšne halucinacije. Pa sem rekel: "Ja, saj veš, ne, ta gospod Švarc je zmeraj na tekočem, kaj se dogaja s tem našim društvom. Ne. In sigurno bo pač kar tulele nek se pojavil pa malo gledal." No, pol smo se, kakšne take sem skozi pušil, da sem malo umiril Šravfovo nestrpnost, pa malo tudi ublažil to Kunaverjevo resnost. Ne. Tako da smo bili dokaj uigrana ekipa. Ne. In nismo pomislili, da se nam more kaj zgoditi, ampak da moramo pač priti ven, ker smo rekli, da smo odvisni samo od sebe, to, kar bomo naredili, ker v tem nas tudi živ Bog nam ne more nič pomagati. Ne. Ja, tako je bila cela zgodba. Zaradi te panike, jasno, je bila to tudi pol v javnosti velika zgodba. Ne. In takrat se spomnim tudi tale ekipa Jugoslovanske armade gor na Pokljuki so bili menda skozi v pripravljenosti tisti soldati, da če bi bilo kakorkoli treba pomagati, bi prišli na pomoč. A ne. In to se je pol tudi v vojski nekako odjeknilo, tako da pol so od tele revije Front vojaške je prišel en novinar, pa smo mogli tudi za njega nekaj to našo zgodbo pripovedovati, pa slike pa tako. In to je pol odjeknilo tudi tam v Beogradu. A ne. In se mi zdi, da je to tudi malo pomenilo, da smo lažje prišli pol do Himalaje. Ker prva na Trisul v končni fazi ni bila uspešna, zavzeli so Trisul 3, Trisul 2, Trisula 1 pa ne. A ne. In v javnosti to pol neuspešno. A ne. Pol smo mi šli leta 1965 na Kangbačan, odkrili pot, kje bi se prišlo gor. No, v zadnji navezi sva bila z Dimitrovom, da bi še poskusila priti gor na vrh. Hrane v taboriščih ni bilo več. In tudi Jozua Govekar je rekel: "Fanta, ne se preveč siliti, ne, ampak probajmo še en rukar, ampak ne pretiravati." Ne. No, in takrat sva midva z Dimitrovom, Pavletom po 3 dneh, kjer
že v taboriščih ni bilo več hrane, prišla gor do sedla, približno, ne vem, 150 ali koliko metrov od vrha. Večerilo se je že, sonce je zahajalo, vrh je bil tamle 500 metrov stran, še 100 metrov do vrha, nič težav. In spogledala sva se, tisti trije šerpi so rekli: Sir, down, down. In midva sva se malo spogledala in sva rekla: ne, šerpe dol, midva bova tukajle bivakirala, ker vrh je bil tako preklet blizu, da no, šerpe so rekle: no, mister, tomorrow death, no, no. Jaz sem rekel: down, midva bova tukaj, ne. No, in malo sva tam skopala eno tako luknjo v breg, se objela, da bi se drug drugega malo segrevala in čakala, kaj bo naslednji dan. Ampak naslednji dan, se pravi po 3 dneh, ko nisi kaj dosti jedel, samo še neke tekočine, sva podzavestno ugotovila, da je vrh vseeno predaleč in da morava dol, a ne. In šele po 2 dneh sva se stopila do tabora 3 na sedlu, kjer je pa naju čakal ta naš doktor Andlovc, a ne. Da sva prišla do prvega taborišča. Vmes sva spala na štirici, ki sva jo našla čisto po slučaju v temi, sva se pravzaprav zaletela v šotor, a ne, če se ne bi, bog ve kva bi bilo. No, in to je bila takrat, kaj jaz vem, tako zelo zanimivo doživetje, ko si, a boš ali ne boš, a ne. Ja, ne vem, kva bi rekel. Bili ste tudi v ekipah Hindukuš, ne? Potem na odpravi, pa na Anapurni 69. leta. Zakaj pa vas ni bilo potem na Makaluju 72 pa 75? Je bil kaki razlog, ne vem, oseben, ali ker po letih ste bili takrat najbolj optimalni, ne, današnjih letih za Himalajca? Ja. To je bilo tako, ne, recimo 61. oziroma 60. Ašambrener, 60. prvič, oziroma 59. Ašambrener, 60. sem šel prvič v Francijo, 61. Šamoniške igle, 62. Matterhorn, 63. sem si meniskus frdirbil, tako da sem tisto poletje izgubil. 64. Špicbergi, pol 65. Kangbačan, 66. ni bilo kakšne posebne ture, no, pol 67. že takrat v Šamoniju, zapadna stena Adrija, Bonatijev steber, pa en kup še drugih smeri, a ne. Takrat sem bil kar v formi. No, pol 68. Tale Čopov steber,
in še isto leto odprava na Hindukuš. Takrat se spomnim, na Planinski zvezi smo raven malo proslavljali tale Čopov steber in Miha Potočnik, predsednik Planinske zveze, pravi: Aleš, a veš, da so odobrili vaš Hindukuš, a ne, v Beogradu. No, in Hindukuš, pol istočasno se je že odpirala ta Anapurna, no, ampak tisti let, ki je bila pa Anapurna, je prišlo pa do te katastrofe. Jaz sem bil v službi, pa vratar telefonira v delavnico, prav sezono obisk imaš, tule 3 dni še. No, jaz sem šel do vratarja, tam pa Golobov Lojz, prav: a imaš ti kakšne slike od Tršana pa Pretnarja? Jaz sem rekel: nimam, naj se gresta fotografirat, ne. Pa prav: ne moreta, sta mrtva. Takrat se mi je kar malo zameglilo, sem se mogel prijeti za ograjo, izbran, tam sva bila kar dokaj, rekel, ena taka čudna povezava. Sta pa padla iz raza travnika. No, in to me je takrat zelo nekako prizadelo, ampak priprave je naporna, pa to. In šele na koncu, ko smo zavzeli to Anapurno, jaz sem imel takrat določeno na vezi, da bom šel na vrh z Mikcem, pa samo raven na Taboru 4 ene težave, tako da je pol doktor rekel dol, Konar je rekel dol v bazo, da sem prišel k sebi, namesto mene je šel pa pol Maležič. In šele pol, ko smo proslavljali tisto zavzetje te Anapurne, šele takrat je bruhnilo iz mene ven, da sem izgubil tega, da sem poleti izgubil tega mojega prijatelja Braneta. Tako da pol v naslednjih 2 letih sem v bistvu podzavestno zasovražil hribe in sem hodil samo še malo na Roženk, pa k sreči, da je tale Janežič Peter organiziral nekaj izletov v tujino, da sem se jih udeležil kot vodnik, ampak hribe sem takrat kar malo zasovražil. Nisem imel ciljev takih plezalskih. Edino kot vodnik, da sem peljal tiste turiste, udeležence teh izletov na kakšne vrhove. Takrat smo tudi na Matterhorn vodili, pa na Monte Rosso, pa Weiss-Mies, pa Dom, pa Mont Blanc. Ampak to sem takrat vzel čisto kot posel, ne pa kot ljubezen do hribov, pa da sem omogočil tistim ljudem, da so malo doživljali te hribe. In nekako, no, pol, jasno, iz te kombinacije za odprave sem pol prišel ven, pojavili so se mladi. Mene v bistvu to ni več toliko zanimalo, posvetil sem se gorskemu vodništvu v razmerah, kot so bile takrat, pa tudi pri gorski reševalni sem postal bolj aktiven, ratal inštruktor, vodil tečaje, izobraževal mlajše gorske reševalce. In to je bil takrat, da sem pač
vzljubil hribe tudi tako, kot sem jih prej, ampak jasno, plezal sem še, nisem imel pa cilje, da bi kamorkoli šel na te odprave, a ne, tudi takrat so tudi čuda že nekaj plezali in so bili boljši od mene. Ste pa vodili še odpravo potem 76. na Trisul, ne? Ja. No, takrat sva se glih iz Konavra in tudi, ne vem, tist let malo nekaj pogovarjala, pa rekel, fajn bi bilo tale Trisul, da se ga enkrat zavzame, a ne. Pa rekel, lej, tisle steber tam, imel je eno fotografijo, ko so se oni vračali takrat z Trisula in se je videla pota raz. No, in nekako smo organizirali tako manjšo odpravo, a v Medvode, pa Matica, pa še enega smo dobili od planinskega društva, ne vem, kaj je že bilo to društvo. No, takrat so bile majhne finančne težave, take bolj čudne, tako da če bi šli z redno linijo, bi bila karta precej dražja tja in nazaj, s tem, da ne bi imeli omejen čas. Takrat pri General Turistu so pa rekli, lejte, če vzamete pa karto, precej cenejšo, pa da ste nazaj v 45 dneh, je pa, ne vem, skoraj polovico cenejša letalska karta za 12 ljudi, a ne. Takrat je bil namen, da gre z nami tudi tale Rudi Klarič kot snemalec, ampak on na koncu ni mogel iti, tako da smo imeli takrat karto za 12 ljudi, za 45 dni, in Klarič je doma ostal, tako da nas je šlo 11, plačanih kart 12, je bilo še vsem precej cenej, kot pa normalna karta za 11 ljudi, za avion. Tako da smo v 45 dneh Ljubljana, Himalaja, Ljubljana, naredili prvenstveni vzpon na Trisul in prišli nazaj. Zdaj pa zadnje vprašanje. Ste še aktivni oziroma do kdaj ste bili aktivni v hribih? Katera je vaša zadnja preplezana smer? Ja. Ta zadnja nepreplezana smer je slovenska smer. Tega bo zdaj 2 ali 3 leta. Moja hčera me je zhecala, oči, pet gremo po slovenski, a ne. No, in sem se dal pregovoriti. No, plezal sem tudi pol majhen še v teh plezališčih, ampak malo kaj do 4. stopnje mi je šlo, kar je bilo težje, že težko. No, in me zheca, 5 gremo po slovenski, a ne. No, pa še, pa mami bi šla tudi, a ne, no, v redu, no, in smo, ne vem, 3 leta, kjerga leta je bilo to, 20, se mi zdi, ja. Smo šli po slovenski, srečal sem tam tudi tole Tino Di Battisto, ki je šla tudi po slovenski, imela je 2 turista s sabo, en moški pa ena gospa. No, oni so majhen naprej šli, mi smo šli navezati za njimi, pa preden smo prišli kaj do Belih plat, ne vem, kaj je meni bilo, sem rekel, pojmo kle gor, navzgor, a ne. Namesto da bi šli tam desno v Bele plate. Ne vem, kaj mi je takrat bilo, kar nekaj mi je, gremo gor, a ne, ker enkrat pred leti, ko smo bili v višini teh Zlatorogovih polic, sem videl eno navezo, ki je prišla z leve. In me je, ne vem, podzavestno zanimalo, kako izgleda tam gor, da prideš pol spet na Zlatorogove police. Ampak hčera
že sicer plezala, ni pa še imela izkušenj. Jaz že malo tak, kar precej starejši, a ne, mami pa tudi taka še nič kaj plezalsko izkušena, a ne. Tako da pol tam neko eni taki čudni situaciji smo rekli, gremo raje nazaj. In jaz sem bolj slabo slišal, Ajda je zavpila: "Počakaj, jaz te ne varujem," ko sem se stopil dol. In tam se točno spomnim, malo sem šel levo, malo desno, levo, desno, tam nekje izvajal ene take vragolije. In pol primem za en opring in tisti trenutek, ko sem ga prijel, me je spreletel, nisem ga sprobal, a ne. Ampak tisti trenutek je ta opring tudi že popustil. Jaz sem padel ene 5 metrov, Ajda me je zadržala, je imela tudi precej vžgane roke. Jaz sem pa priletel kaj na eno polico in si kar dobro zvil gleženj. No, pol sta oni dve prišli še do mene, obzajlali, a ne, se spustili po vrvi. Do mene, ja, jaz sem rekel, noga me boli, a ne, tale gleženj, ampak saj ni hudega, bomo že se stopili. Pa je Ajda rekla, ne, pokličimo pomoč, a ne. Ma, sem rekel, daj, nas bojo zafrkavali, te Mojstrovčani, veš, kva je rekel, ga vosla, a ne. Ne, pokličimo pomoč, no, dobro je, naj bo, a ne. Malo smo mogli čakati, tisti 112 se je takoj javil, a ne. No, in ene pol ure je trajalo, da je helikopter priletel in zalebdel, po vrvi se je so spustili, se pravi, s tisto jeklenico tega letalca reševalca, a ne, en bohinc me je priznal, živijo, kaj pa ti tle delaš? Jaz sem rekel, lej, ne, ajdeš. No, daj hitro, lej, te bomo odpeljali. No, in k sreči, ker če bi takrat se stopil, ne vem, kaj bi bilo z nogo, ne, ker pol na rentgenu so ugotovili, da imam not ene v gležnju ene take drobce, a ne. To je bila taka zadnja. Ja, zdaj pa hribi, a ne, pa včasih kakšno detajl, kakšne skale malo probaš, a ne. Nazadnje sem šel še tole, no, da je tale me zelo leži, Gradiška Tura, a ne, tam. Ker tam je tudi nekaj mojega dela pri tisti zavarovani plezalni poti na Gradiško Turo, to je Furlanova smer. To se spomnim, če takrat, no, to se naveže tudi pol, a ne. Jaz sem veliko predaval, veliko sem fotografiral in se pravi, lotil sem se pol tudi gorskega vodništva, pa gorskega reševanja, vzgoje teh mladih, pa tudi na Matici sem vodil te alpinistične tečaje. In tam v Vipavi je bil predsednik planinskega društva takrat Otmar Črnilogar. Menda, da takrat je zveza rekla, ta društvo morate ukiniti, ker vas je premalo, a ne. No, in ta župnik Otmar je tiste dijake tam iz semenišča, kaj so imeli tam tisto šolo, vpisal v društvo in rekel, evo, dosti nas je, društvo lahko obstaja. No, in jaz sem tam parkrat predaval v tisti Vipavi, pa v Ajdovšni, pa po tistih vaseh.
In enkrat sediva s tem Otmarjem v župnišču v Podragi, tam je imel svojo delovno mesto. Sediva na vrtu, prav, kaj misliš ti, kaj v alpinizmu tlele v Vipavju? Ja, sem rekel, kvačem pa mislite, Triglav pa Vrata pa to je malo daleč, saj tamle neke skale so že, ampak to ni zanimivo, No, pa je pol kasneje prišlo do tega, da smo mi za Vipavsko mladino pa nekaj mladine iz Ajdovščine naredili alpinističen tečaj tam nad Gradiščem, v tisti gradiški turi. Še moji kolegi so prišli pomagati, en teden smo vodili to mladino, delali smeri in po enem tednu tega tečaja smo šli v Vrata, tam še zaključna tura. No, in tiste smeri smo seveda tudi opremili s klini in kasneje že, torej takrat je ratal tudi en tak odsek oziroma skupina plezalska in ne vem, tiste smeri tam v gradiški turi so ratale kar zanimive, tako da je zdaj tam kar en orang plezališče znan. No, imam tudi nekaj zaslug, da je tisto ratalo. Zdaj, iz Otmarja sva naredila pol še tisto Furlanovo oziroma trasirala, sva se od spodaj navezala na vrv, je rekel, jaz sem si zamislil, da bi šla tukaj nekje, prav pejt tam malo levo pa malo desno, no, jaz sem naprej plezal, on je tam študiral, kje bojo tisti klini noter, pa kje bo ta jeklenica, no, in ko sva prišla pol do tistega mesta, kjer je zdaj tisto en tak podest, ali gnezdo, ali kako pravimo tistemu, tega se še dobro spomnim, ko sva prišla do tja, je bila taka majhen poševna gredina in prav, vidiš, tukaj bomo naredili pa mi en tak balkon, pa se bojo tukaj ustavljali, malo gledali, se fotografirali, malo balcali, no, in me tako malo pogleda prav in tudi ljubili, jaz sem se malo nasmehnil. Je bil ta fejst možakar, No, kasneje so pol s temi svojimi planinci napeljali tam jeklenico in to je zdaj kar taka zelo popularna zavarovana plezalna smer. Furlanovo, zdaj so te Vipavci naredili še Otmarjevo, ki je pa majhen težja, to moram pa dal enkrat, mogoče že letos poleti, moram tudi še probati. Takrat me je tale noga malo, tako da jo nisem mogel. Tako, spet smo prišli do konca zgodbe, nove zgodbe oziroma do konca nove epizode zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma. Hvala Tonaču, ker je z nami delil svoje življenje, svoje življenjske plezalne zgodbe. Drage gledalke, dragi gledalci oziroma poslušalke, poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Se vidimo oziroma slišimo kmalu. Srečno!